Spoštovani gledalci in gledalke Studia Bistrica, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji si lahko ogledate v Slovenski Bistrici konferenca o digitalizaciji, podnebni tek pri osnovni šoli pohorskega odreda Slovenska Bistrica, 6. regijska likovna kolonija Črešnjevec 2025, izredni volilni kongres Slovenske ljudske stranke, pogovorni večer Evropa, kam greš. V športni dvorani v Slovenski Bistrici je v četrtek 24. aprila potekala redna letna konferenca projektov javnega razpisa Ministrstva za vzgojo in izobraževanje z naslovom Transformacija poučevanja in učenja za življenje v digitalni dobi. Udeleženci so prisluhnili strokovnjakom in sodelovali na različnih tematskih delavnicah. Zbrane sta nagovorila tudi župan občine Slovenska Bistrica, dr. Ivan Žagar, in ravnateljica osnovne šole pohorskega odreda Slovenska Bistrica, Nadja Stegne. V petek, 25. aprila, so se učenci in učitelji osnovne šole pohorskega odreda zbrali na igrišču pred šolo, kjer so pod geslom S prijateljem tečem za podnebje izvedli dogodek, namenjen ozaveščanju o podnebnih spremembah. Skupnimi močmi so želeli opozoriti na pomembnost varovanja našega planeta, ki se hitro spreminja, zato je ključno, da začnemo živeti drugače. Tretje leto že na naši šoli organiziramo ta podnebni tek, ki je eden izmed projektov programa Ekošole in se ga naša šola resnično, bom rekla, z eno veliko željo in z nekim entuziazmom tudi se ga vsako leto izpeljemo. In po pravici povem, da je vsako leto problem z vremenom. Tako kot zgleda, ampak na koncu se zadeva izide tako, kot se je danes. Pričakovali smo nalive, pričakovali smo ne vem kaj se bo zgodilo in prvotno smo rekli, tega ne bo, pa bomo raje odpovedali. Potem pa pade tista, zakaj pa, otroci so radi zunaj. In ko smo mi povedali, da se naj prinesejo škornje, da se naj oblečejo, ni bilo več dileme o tem, ali bo ali ne bo, tudi če bi bil dež. Sami veste, da je podnebje, če globalno gledamo, resnično en velik problem, ki se ga v bistvu lotevamo pri nas z majhnimi koraki. Mi smo majhni, če gledamo učence, če gledamo otroke in če z njimi začnemo in če z njimi nadaljujemo, potem kot starši, potem še naprej, nekako verjamem v to, da lahko naredimo nekaj pozitivnega in nekaj dobrega za naše podnebje. Ne oziraj se na to, kako se bodo odločile velesile, kako se bo odločil svet, kako se bodo odločali politiki. Vsak pri sebi recimo nekako ima neko vest do tega, kar ga obkroža. In če bomo to kot učitelji, kot starši dajali svojim otrokom, svojim zanamcem, se nekako ne bojim za to, da bi vsaj v Sloveniji ostalo zeleno, tako kot je zdaj. Simboličnim tekom v parku so učenci pokazali svojo podporo trajnostnim prizadevanjem. Med dogodkom so učence nagovorili učitelji, ki so še posebej izpostavili pomen vsakodnevnih majhnih dejanj, s katerimi lahko prispevamo k boljšemu svetu. Pomembno je, da se na takšnih in podobnih dogodkih združujemo in ozaveščamo tisto, kar imamo radi. Radi imamo naš planet, radi imamo našo zemljo in prav je, da za njo lepo poskrbimo. Dogodek je bil še posebej medgeneracijsko obarvan, saj so se med seboj povezali učenci 1. in 3. triade, učenci 2. triade pa so tekli z dijaki srednje šole Slovenska Bistrica in z otroci vrtca Otona Župančiča, enota Ciciban. V soboto 26. aprila so v Domu kulture na Črešnjevcu ponovno ustvarjali. Kulturno-umetniško društvo Štefan Romih je v sodelovanju z Javnim skladom za kulturne dejavnosti že 6. organiziralo regijsko likovno kolonijo. Predsednik likovne sekcije Ivan Skledar je tudi sam ljubiteljski slikar. Naša likovna sekcija združuje 15 članov, glavnem starejša populacija. Danes gostimo slikarje iz, lahko rekel, skoraj cele severovzhodne Slovenije, pa tudi Dolenjske nekaj. Sodeluje 36 slikarjev, to je naša 6. likovna kolonija.
Zdaj, tema letos je poletje oziroma svetlobe poletja. Zdaj nastajajo kar čudovita dela, koliko sem gledal, tako da bo kar uspešna likovna kolonija. Kot strokovni mentor se je na tokratni likovni koloniji predstavil Ervin Dvoršak. Nadarjen umetnik se je na pot likovnega ustvarjanja podal že kot otrok. Javnosti se je predstavil že z lepim številom samostojnih razstav, sodeloval pa je tudi na mednarodnih skupinskih razstavah. Prvič sem zdaj mentor njim. V bistvu tematika je poljubna, vsak dela, kar si je pač zamislil v svoji glavi, mislim pa, da na temo poletja. Jaz pa jih samo ravnavam, toliko da se ne zgubijo. Odprtje razstave bo v torek, 27. maja ob 19. uri v dvorani Doma kulture na Čerešnjevcu. Razstava se nato 1. julija seli v prostore knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica, kjer bo na ogled do 18. avgusta. V športni dvorani v Slovenski Bistrici je v soboto 26. aprila potekal izredni volilni kongres Slovenske ljudske stranke. Na njem so izvolili novo vodstvo stranke, predsednica je postala Tina Bregant. Lepša hvala, da ste nas spremljali na našem kongresu, tako da se vam zahvaljujem vsem novinarjem. Kako bi lahko rekli, konec dober, vse dobro. Mislim, da po začetnih pretresih se je stranka konsolidirala, smo zbrali sile in mislim, da za tem velikim številom uspešnih kandidatov lahko stranka nadaljuje uspešno pot v prihodnost. Prvi cilj pravzaprav je bil danes že dosežen. To je poenotenje stranke. Tudi ljudje, ki se ne strinjajo z nami, ste videli, da pravzaprav je marsikdo ostal tukaj z nami in se udeležil volitev. Tega sem zelo vesela. Drugi cilj je seveda sklicati sejo, na kateri bomo dogovorili, dorekli določene reči, ki so za nas zelo pomembne. Tretja stvar je pa, potem bo pa delo na terenu, tako da jaz se že veselim dela z ljudmi. Na terenu vabim tudi naše volilce, ki nas morda ne poznajo dovolj dobro ali pa so morda na nas že malo pozabili. Naj pridejo na naše dogodke, bomo veseli, da bomo skupaj pravzaprav oblikovali rešitve za naše državljanke in državljane. Hvala. V Viteški dvorani Bistriškega gradu je pretekli ponedeljek potekal pogovorni večer z naslovom Evropa kam greš, ki sta ga pripravila občina Slovenska Bistrica in območno združenje slovenskih časnikov Slovenska Bistrica. Na omizju, na katerem so govorili o miru, so sodelovali profesor dr. Danilo Türk, nekdanji predsednik Republike Slovenije, magistrica Tanja Fajon, ministrica za zunanje in evropske zadeve, magister Mirko Cigler, upokojeni diplomat in general-major magister Dobran Božič, predsednik Zveze slovenskih časnikov. Tanja Fajon in Danilo Türk sta uvodoma komentirala vojno v Ukrajini. Če ne želi, da se vojna v Ukrajini nadaljuje, nihče ne želi, da se nadaljuje pobijanje civilistov in zagotovo si nihče ne želi, da bi slovenski vojaki morali na ukrajinskih tleh brez kakršnekoli jasnosti, mandata, česarkoli tam sodelovati. Ogromno je vprašanj danes in ogromno je dilem, ogromno nepredvidljivosti. Vojna je tretje leto. Tretje leto si Slovenija prizadeva na različnih forumih, formatih, na eni strani vztrajati za trajen, pravičen mir, to, kar je vedno bilo vodilo naše politike. Na drugi strani razumemo boj Ukrajincev za ozemeljsko suverenost in celovitost, ker iz svoje lastne zgodovine vemo, da z orožjem in silo ni sprejemljivo spreminjati mednarodno priznanih meja. Na drugi strani si gotovo kot Ukrajina želimo čim prej miru. Koliko blizu tega miru in kakšen ta mir bo, pa mislim, da danes ne bomo imeli odgovora. Tisto, kar mislim, da je za današnji trenutek posebno pomembno, je, da razumemo, da kadar mi v Evropi, ki smo seveda zelo občutljivi in zelo tudi, če hočete,
zaskrbljeni zaradi, da ne bom rekel prestrašeni zaradi vojne v Ukrajini, da mi razumemo, da je pravzaprav ta vojna globalni problem in ne samo regionalni problem, ker je tesno povezana njena dinamika, njen končni izid z odnosi med glavnimi igralci v svetu, se pravi med Rusijo, Kitajsko, Združenimi državami Amerike. Na ta način postane stvar še precej bolj zapletena, ker seveda je treba pogledati, ali bi neka določena rešitev ustrezala vsem trem. Pogovorni večer je vodil Slavko Bobovnik.